Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa ste dobrodošli v nocojšnji oddaji Ura resnice na spletnem portalu Info360 z naslovom Seks, laži, všečki, golobja zadruga. Tokrat žal brez Bojana Požarja, zato pa z našima stalnima komentatorjema, dr. Petrom Gregorčičem in Miranom Videtičem. Živa. Peter, Miran, pozdravljena. Ja. Peter, če mogoče midva začneva tokratno debato, ti si bil kratek čas aktiven v strankarski politiki, šel si na evropske volitve, skoraj si bil izvoljen za evroposlanca, praktično v fotofinišu si izgubil ta mandat, pa vendar tega nisi razglasil za zmago. Če to zdaj primerjamo z reakcijo predsednika vlade, ki je na referendumu krepko izgubil, praktično 93% vseh, ki so glasovali, je glasovalo proti zakonu, ki ga je predlagala vlada, pa je vendar to razglasil za veliko zmago. Kako si ti razlagaš ta njegov komentar? Ja, to se je mogoče razložiti samo tako, da pač trenutni koaliciji primanjkuje samorefleksije. To je mogoče zapostavljati nek politični kontekst in vzdrževati neko navidezno javnomnenjsko podporo dobro, ampak v kontekstu tega, da so volitve čez eno leto, je pa lahko zelo slabo. In to je pač recimo Han je pravilno pristopil, ko je rekel, da morajo to sporočilo razumeti in spremeniti svoje dejanja. In zdaj, eno je, kaj ti predstavljaš v javnosti, drugo je pa, kaj ti intimno razumeš in potem se ravnaš. Ta razkorak v politiki je mogoč, ker politika je vendarle javna prezenca, in kako ti predstavljaš svoje zgodbe, ti moraš na koncu, si želiš izpasti zmagovalec. Bojim pa se, da pri trenutni vladajoči koaliciji te samorefleksije ni niti v ozadju. Se pravi, da so oni nekako zanikali rezultat, ki se mi je zgodil, in mogoče kasneje razložimo, zakaj je ta rezultat v resnici zelo alarmanten za trenutno vladajočo koalicijo, ker kaže na to, da če ničesar ne bodo spremenili, bomo zagotovo imeli naslednjo vlado, ki bo desno-sredinska vlada. Ja, Miran, podobno vprašanje zate. Zdaj, človek si težko razloži, kako pač jasno je, da je zakon na referendumu padel, ne bo stopil v veljavo, določeno časovno obdobje državni zbor ne sme pač sprejeti enakovredne ali pa podobne ureditve. Zakaj potem predsednik vlade to razglaša kot neko veliko zmago? Veš kaj, po 3 letih vladanja in po karakterih, ki smo jih spoznali, teh vodilnih ljudi v svobodi, bi jaz celo rekel, da na nek način te strategiji njihovi ali pa prišetepovalci in pa podobno skrbijo za njihovo psihično zdravje. Ker jaz imam občutek, da če bi te ljudje se zavedali nekih svojih porazov, da bi se enostavno zlomili. In tle jaz vidim, to govorim predvsem za Goloba, Urško, Klakočar, Zupančič in podobno, in se jih, torej potreba je potem, da se jih fila z nekimi lažnimi informacijami, z lažnim občutkom. Jaz se spomnim svojega primera, recimo iz Srbije, ko sem pred leti sodeloval v eni kampanji enega od takrat ministrov, ki je imel svojo politično stranko, ljudje iz tistega kraja, kjer je prihajal, so mu hodili v Beograd poročati, da je on fantastičen, da bo dobil in podobno. Jaz sem ga pa opozarjal takrat na konkurenta njegovega, in zgodilo se je ravno to. On je mene pravzaprav nagnal takrat, oziroma to ekipo, ki smo bili zraven, in enostavno verjel tistemu, torej, kar so mu prihajali govoriti iz tistega kraja. Na koncu so bile brutalne tiste volitve za njega. In tukaj vidim zelo eno podobno situacijo. Enostavno, prvič si te ljudje ne dovolijo slabih novic, to smo lahko videli, ker letijo čez ramo, in drugič, tisti, ki jih poznajo bolje, verjetno skrbijo res za njihovo psihično zdravje, ker jaz sem prepričan, da to, kar bo enkrat šlo cugrunt, kar se reče, se bo razpadlo, totalno, tudi osebnostno, ali pa če hočete, kot ljudje bojo enostavno trši ljudje ali pa bolj močni ljudje so po izgubah nekih političnih karier bili pravzaprav mesece in mesece v nekem slabem stanju, kaj še leti. To, da si pa zdaj oni dodatno, Peter je lepo povedal, ne želijo tega priznati, je pa verjetno tudi ta strateški, spet nekoga, ta strateški pomislek, da bi treba to Potemkinovo vas
zmage, uspeha in podobno pripeljati v volilno obdobje, ker vendarle je pa res, da neka število ljudi v Sloveniji, volilcev, ki je odvisna od medijev, ki so v koaliciji s to vlado, pa enostavno bo, kot se temu reče, na plaj bo padli, pa šli in obkrožili to isto ekipo. Mogoče do tega še pridemo. Če smem tukaj samo še dopolniti. Spravi, jaz mislim, najprej njim se je zgodil velik šok. Tega rezultata v resnici nihče ni pričakoval, vključno z mano. To je treba povedati in oni ga zagotovo... Misliš dosego kvoruma ali tudi število? Oboje. Se pravi, niti dosega kvoruma, pričakovalo se je zgolj to, da bo na referendumu več ljudi glasovalo proti kot za. Tega, da pa bo kvorum nedosežen, ampak signifikantno, močno presežen in da bo rezultat preko 90% proti, kar je resnično alarmanten rezultat, ni pričakoval nihče. Na to kaže več stvari, naprimer, mislim, da Tanja Starič je takrat imela Odmeve in ko je dobila rezultate, je rekla grafika, je rekla, imamo napačno grafiko in potem je ugotovila, da grafika 92% proti ni napačna, ampak odraža realno stanje. Janez Cigler Kralj, kdo je gledal dobro... Če ni bila Manca Janežič? Mislim, da je bila Manica Janežič. Reakcija je bila taka, kot se Reakcija je bila pa taka, ja. Potem Janez Cigler Kralj je tudi sam priznal v tistem soočanju pri Slaku, ko so vlagali interpelacijo in skočili kot NSI na ta vlak zmage, da tega niso pričakovali. In zagotovo tudi videlo se je v Levici, ki so nekoliko neizkušeno poslali v prvo vrsto prve izjave tega, to sem se naučil tudi sam v svoji kampanji, glavne osebe nikdar ne dajo izjav na dan referenduma, dokler rezultati niso trdni, ker se lahko zarečejo in takrat ničesar ne moreš več spremeniti, tam so pa Asto Vrečko porinili v prvi plan in je govorila flance, ki so se na koncu izkazale za veliko blamažo. Pri Gibanju Svoboda se vidi, da imajo boljše stratege, ker so Roberta Goloba dobesedno skrili in so ga potem odkrili šele na podjetniškem forumu. Skratka, ampak v bistvu ni želel, da te izjave so ga pač novinarji nekako dobili za sede in je pač mogel nekaj odgovoriti, verjetno imel navodilo, naj to zadevo pove, tako kot je pač povedal. Zdaj pa, kar pa kaže, da so bili v šoku, je recimo Delo, ki je naslednji dan objavilo hamburgerje in šele po 3 dneh objavil, mislim, da je Esih nek članek, kjer začne interpretirati, zakaj ta referendum ne pomeni ničesar za desno sredino. Ampak jaz bi pa tukaj predstavil eno svojo sliko. Namreč tukaj je Valikon objavil svojo raziskavo, kjer so delali tako imenovano poreferendumsko javnomnenjsko raziskavo in ta zadeva, kot sem jaz pogledal, kaže ene zelo zanimive stvari. Najprej, vsi že vemo, da je na referendumu proti glasovalo 403 tisoč ljudi. Dajmo se spomniti, se pravi, vladajoča koalicija na zadnjih državnozborskih volitvah je dosegla 420 in ne 400 tisoč, kot napačno navaja RTV Slovenija in potem nekritično povzemajo neodvisni mediji Nove Slovenije. Ampak 420, ker je treba k desnemu bloku prišteti tudi 20 tisoč glasov, ki je glasovalo za Aleksandro Pivec. Zdaj pa Valikonova raziskava kaže, da je zgolj 70% glasov prispevali privrženci desne sredine, torej opozicijskih strank, in če to zračunamo iz 403, dobimo, da je zgolj 280 tisoč glasov na tem referendumu pripada desni sredini. Torej tukaj imamo še 140 tisoč volivk in volivcev, ki so glasovali z desno sredino in so ostali doma. Očitno ne. In pa druga stvar, ki jo kaže Valikonova izhodna raziskava, kaže to, da je 80, se pravi, oni pravijo 22% neopredeljenih volivcev in manjših strank glasovalo proti, kar nekje ustreza številki 80 tisoč. In če zdaj prištejemo 420 tisoč iz državnozborskih volitev plus 80 pridemo, da zaradi neke jeze na to vlado se lahko zgodi na državnozborskih volitvah, da ta referendum kaže, da trenutno nekje v državi obstaja 500 tisoč volivcev, ki bi lahko glasovali proti Golobovi vladi. Zdaj, kaj to pomeni v kontekstu državnozborskih volitev, kjer je tudi udeležba drugačna, pa mislim, da ne smemo gledati volitev iz 22, ker so bile specifične, tam je koalicija zbrala preko 630 tisoč glasov, zaradi tega, ker so bili ljudje jezni na COVID, ampak po mojem mnenju trenutno situacija bolj ustreza predsedniškim volitvam, kjer imamo na eni strani desni pol, na drugi strani imamo pa levi pol, ki ni izrazito levi, imeli smo biznisersko predsednico države, kandidatko takrat, torej to pasivizira volilno telo in nekje ta masa se kaže, predsedniške volitve, nekje z predsednico v drugem krogu je glasovalo 480 tisoč glasov, kar pomeni 500 tisoč glasov. Bi lahko pomenilo zmago ene ali druge opcije in trenutno teh 500 tisoč glasov bolj privlači desna kot leva opcija. Skratka, če bi si
vladajoča koalicija to razložila v tem kontekstu, tudi v kontekstu raziskav, ki jih je naredil recimo Valicon, bi bila nad tem rezultatom zelo zaskrbljena in ta rezultati najprej sporoča, ne, da more temeljito spremeniti svoj pristop. Njihova težava pa je, da se jim čas izteka. Ne? Ker ta referendum je odprl še en nov vidik in sicer ta vidik je, da od zdaj naprej vladajoča koalicija ne bo zmogla sprejeti nobenega resnega zakona, kajti na krilih tega referenduma bo za vsak tak zakon razpisan nov referendum, ki bo potencialno uspel. Ta zadeva bo šla na račun predvolilne kampanje desne opcije, bo krepila desno opcijo, ne, in ljudje bodo to jezo zgolj kopičili v sebi in to število 500,000 se lahko poveča še za nekaj 10,000. Mogoče sem ta stavk, ne? Sej, jaz se s Petrom strinjam, ampak to, kar si omenil, ne, da ne bo uspela torej v tem mandatu še dokončati ali pa sprejeti nobenega zakona, je mogoče celo bolje. Tu se strinjam. Jaz glede na to, da je do zdaj že sprejemala neke ideološke zakone in eno leto pred volitvami bi to verjetno samo še spotencirala, je bolje, ne, tako kot sem jaz zapisal, uživajte do konca mandata, konc koncev tudi napolnite žepe, ampak prosim vas, ne vem, za božjo voljo nikoli več tega. No. Če smem samo medklic, kar je pa obžalujoče vredno, ne, je, da referenduma ni mogoče razpisati na zakone o davkih. Ja, in zdaj, ker ne bodo zmogli sprejeti nobenih pametnih zakonov, se pa bojim, ker se bodo hoteli izkazati, da bodo dvigovali davke, ne, in finančne izdatke, na to pa ni mogoče razpisati referenduma in tu pa je zelo slaba situacija z državo. To je pa spirala lahko, ne? Sploh po zadnjih podatkih, ki vidimo, ne, GDP je padel, na drugi strani se isti dan sprejema zakon o teh stanovanjskih gradnjah, ker se, skratka, mi res padamo v eno spiralo, nimamo pa pravice, tako kot si povedal, ne, referenduma o finančnih zadevah. Ne? Ja, fiskalni svet je povedal, da že v prvem četrtletju letošnjega leta je bil primanjkljaj čez 450 milijonov, kar je 2/3 več kot v enakem obdobju lani, ne, se pravi, z nekje mora denar prijeti v proračun. In pa tudi, če vidiš, ne, če pogledate to porabo, samo osebno porabo, ki jo imajo za reprezentanco, ne, ti kaže, kako pravzaprav delajo kot svina z mehom s temi javnimi financami. Za osebno reprezentanco pa za svoje partnerje, ne, zasebne, ki vidimo, da toliko prepletanja poslovno... Široka družinca so. Ja, poslovno-spolnih odnosov, kakor ima ta oblast, redko vidimo. Ne. Ampak če zdaj obrnemo prizmo, Miran, Peter, kaj pomeni ta rezultat za opozicijo? Je to pač nek veter v jadra, je to neka druga klofuta, da rečem po recimo evropskih volitvah, ne, ker že na evropskih volitvah na nek način je vladajoča koalicija doživela klofuto. Ne. Tako največja vladna stranka, njen rezultat v primerjavi s rezultatom stranko SDS, kot v celoti gledano, ne, iz vladajoče koalicije 3 europoslanci, 6 pa ne. Je to druga klofuta, lahko opozicija to šteje kot neko, pač bi rekel, pozitiven znak pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ali ne? Glej, zdaj, ko rečeš opozicija, moramo biti bolj specifični. Odgovor je pritrdilen, če mislimo na SDS. Okay. Medtem, ko zdi se mi, da Nova Slovenija, in to so tudi pokazali s tem skokom z interpelacijo, je v izgubljenem položaju. Ne. Vidi se, da ne zmore nagovoriti volivcev in zdaj ne glede, kaj bodo oni rekli, koliko so sodelovali v tej referendumski kampanji, ne, jih tale anketa Valicona, izhodna anketa Valicona razgalja. Ne. Namreč, se pravi, skoraj 60% volivcev SDS-a je prišlo na referendum, ne? 47% volivcev demokratov, kar še vedno kaže neko simpatijo tudi do Janeza Janše, ker bodimo iskreni, ta referendum je bil tudi dojet v javnosti kot referendum Janeza Janše. Torej, kateri volivci so prišli na referendum, se pokaže, kateri volivci imajo zgolj vsaj neko mehno afiniteto do Janeza Janše. Da nimajo izrazito negativnega odnosa. Izrazito negativnega odnosa. Ne? In tukaj se vidi recimo 18% SD-ja, ne? Zgolj 10% Gibanja Svobode, ne? Ki so bili verjetno vsi večinoma proti, ampak medtem ko pri NSI-ju zgolj 37%, ne? Kar pomeni, ne, v resnici, da NSI ni uspela nagovoriti ali pa ni želela nagovoriti s to tematiko teh volivk in volivcev, in ko bo prišlo do nekega spopada proti Golobu, če ostane zgolj Golob, ne, potem rabiš ti nekoga, ki je močen naproti utež, da sprožiš taktično glasovanje, in to je edino Janez Janša na desni strani, ne, potem zna to sekati po Novi Sloveniji. Ampak te to, oprosti, Peter, preseneča po Novi Sloveniji, ker ta teden, ne, je Matej Tonin spet dal izjavo, da pač v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša, oni ne grejo, ne.
ti praviš, nizek odstotek volivcev NSI je šel na referendum. A je to čudno, če pa njihov predsednik njihove stranke sporoča, da oni itak ne šli v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša? Glej, ja, vem, ampak čudno je samo z tega stališča, kot recimo komentator, analitik opazujem zadevo, mi ni jasno, kakšno strategijo Nova Slovenija ima. Ne? Namreč predvidevam, da si želijo priti v državni zbor, celo Tonin celo si želi, da bi bil mogoče on predsednik vlade, ampak na ta način, kar počnejo, tega ne bodo dosegli. Ne? In zaradi tega ne razumem njihovi dejanj. Če bi oni jasno rekli, ne želimo se več iti, pošaljem, državnozborske politike, potem imajo odlično strategijo. Ne? Najprej so biznisirali z Gibanjem Svoboda v prvi polovici mandata, takrat verjetno imeli od tega tudi neke finančne koristi, ne? Potem, ko jih je Golob vrgel čez ramo, ne? So se obrnili, ampak niso odprli nobene svoje teme. Ne? Takrat recimo za desne volivce je pomembna tema Radio-televizija Slovenija. Tam so se pasivizirali, niso šli zraven. Ne? Zdaj, k tem dodatkom pokojninam so bili zraven tako, če bi slučajno bilo treba, če bo slučajno zmaga, da bomo skočili na vlak. Ne? Potem Matej Tonin se zdaj izrazito pozicionira proti Janezu Janši. Ne? Bomo videli, kaj je pokazala anketa, ampak moja napoved je, da se to strategijo, ne, ko bodo šli naprej, bodo vedno bliže spadu s parlamenta, bi rekel pa samo še to. Občutek imam, da tukaj gre za osebno težavo Mateja Tonina, ne, ki se je zelo verjetno čuti zdaj izjemno močnega, ker se je, po mojem, zagotovo se je finančno osvobodil od Nove Slovenije. Namreč odšel je v Bruselj, kjer ima bogat budžet ne samo za svojo plačo, ne, tudi za svojo ekipo. Kot sem se uspel redko z njim srečati in kar slišim o njem, gre za človeka, ki deluje malce v ozadju čustveno nezrelo in po mojem mnenju si on domišlja, ker opazimo še eno zadevo. On želi postajati podoben Janezu Janši. Janez Janša je začel govoriti po trumpovsko, ne, to bomo spremenili, se pravi, ukradeno državo bomo Slovencem vrnili nazaj in Matej Tonin ga papigajsko posnema, pri čemer nima te karizme, nima te prepričljivosti, ne, in po mojem on rekel, če sem jaz na začetku mandata rekel nikoli več z Janezom Janšo, bom to gonil do konca mandata. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj je to predvsem osebna težava Mateja Tonina kot predsednika, zdaj pa preživetveno vprašanje Nove Slovenije pa je sledeče, ne? Ali bo Nova Slovenija kot tisti zdravi del Nove Slovenije uspel potegniti distanco do te politike Mateja Tonina, ga osamiti, izgraditi v tem kratkem času, tudi njim se čas izteka, neko prepričljivo, se pravi, nek prepričljiv politični program in neko politično prezenco in s tem popeljati stranko na volitve. Miran, kaj sporoča Nova Slovenija s tem, ko zdaj vztrajno ponavlja, ne bomo šli v vlado, ki je vodi Janez Janša, da ne verjame, da bo Janez Janša vodil prihodnjo vlado, a je možno, da s tem že zdaj hočejo, da bi jim delnice narasle pri kakšnem drugem predsedniku vlade, ki ne bi bil Janez Janša? To je zanimiva teza. Nisem sploh razmišljal o tem, ampak verjetno, da ja. Lej, zdaj, če nekaj štartamo, zdaj življenje na desnici za te liderje, torej izven SDS-a, je sila naporno. Ne? Mene, če vprašaš, tako kot so oni obremenjeni zgodbo Janeza Janše. In tle ne mislim samo Tonina, ampak tudi pri Anžetu Logarju so neki zametki, ne, da na vsak način želi biti nasprotje Janeza Janše, pa tudi, če je to neumnost. Ne. Sej, jaz mislim, ti si to lepo opisal, ne, lahko si lider, lahko si pa follower. Ne. Ampak ni nujno, da si follower, ali pa bom rekel, ne boš prepoznan za followerja, tudi če se boš kdaj strinjal z, bom rekel, prvakom opozicije, pa imel ista stališča, pri nekaterih, ki ti pa daje šanso. To so predvsem ideološka vprašanja, to je način retorike in podobno, pa se lahko ti distanciraš od njega. Ampak se mi zdi, da Tonin in pa tudi Anže Logar sta na nek način ujetnika sama sebe, ker želita, prva misel, ki je, moramo se distancirati od Janeza Janše. In to je res potem težko življenje zato jaz pravim, da je to težko življenje na desnici. Zakaj je želela Nova Slovenija? Možno, ta teza ni izključena, kar si zdaj ti povedal, mislim pa, da je ta prenagljena, jaz mislim, da je bila to celo prenagljena izjava Tonina, posledica tudi nekih internih dogajanj v Novi Sloveniji. Jaz lahko iz prve roke povem, da Novi Sloveniji niso verjeli, da bo ta kvorum uspel. Ne? Bili so, dajmo reči temu, zelo presenečeni in tudi, bom rekel, njihov medijski projekt, če pogledamo, ne? Enega od teh akterjev, ne? Ki je tisti dan zelo spuščal signale, da ne verjame v uspeh tega referenduma, tako da neka celota tukaj je vidna, da Nova Slovenija ni bila pripravljena na uspeh.
so pa znali dobro zavohati in se obesati na to zgodbo, torej referendumskega vprašanja, oziroma pred referendumom se usesti na isti vlak z SDS-om, po referendumu pa čist po nepotrebnem pohiteli s to izjavo o distanciranju od Janeza Janše, ker pravzaprav ta moment, ta zgodba sploh nima nobenega pomena, ne nosi glasov. Enostavno ne nosi glasov ta moment. To, da ti poveš, da ne greš z Janezom Janšo, ob tem, da je Janez Janša oziroma SDS doživel verjetno eden večjih uspehov svoje politične kariere. V bistvu v trenutku, ko se zdi, da saj obstaja možnost, da bo prihodno vlado vodil Janez Janša. Veš, to se mnogi strinjajo, da je to eden večjih uspehov Janeza Janša in SDS-a. Greš ti poskušati odpirati neko pogreto zgodbo, kot je Peter to lepo povedal, in pričakovati neke rezultate. Mislim, da teh rezultatov Nova Slovenija ne more pričakovati. Sam še med klic, kot poznam interno dinamiko Nove Slovenije, njih zelo zajame panika, ko se nehajo pojavljati v medijih. In po mojem mnenju bi se dalo to, kar je zdaj Miran pojasnil, razložiti tudi s tem, da so se ustrašili, da po tej pompozni in nepričakovani zmagi Janeza Janša, ker to sta dve zadeva, ena, da je pompozno, druga pa, da je nepričakovano. Ko je nepričakovano, potem dobiš ti izjemno veliko medijskega prostora, da bo Nova Slovenija se utopila v tem medijskem prostoru, ker bo vsi govorili o SDS-u proti Golobu. To je zelo neugodno za Novo Slovenijo, ker potem nimaš medijskega glasu. In po mojem mnenju so oni skočili takrat na ta vlak z interpelacijo, gledalcem moram povedati, ne gre za interpelacijo, to je največja ironija. Ne gre za interpelacijo ministrice zato, ker je pripravila zakon, ki je padel. Ampak gre za interpelacijo, ki je bila spisana. Oni so rekli, ta interpelacija je bila spisana že januarja. In potem nismo, to je treba dobro poslušati, kaj so povedali na soočenju. Oni so rekli, ta interpelacija je bila spisana že januarja, takrat smo ponudili SDS-u, da bi se pridružila, pa se ni odzval, Logar je pa rekel, da je bil zdraven. In potem smo rekli, zdaj še ni čas, da to ložimo, ker smo imeli že interpelacijo Poklukarja, interpelacijo vlade, smo čakali pravi trenutek in nedeljo zvečer smo rekli, glej ga zlomka, zdaj je pravi trenutek za to vložitev. Ampak kontekstualno pa čisto zgrešeno. Ampak jaz mislim, da jih je tle doživel še drugi leden tuš, namreč dobili so eno soočenje in v sredo o interpelaciji se več ni govorilo. In po mojem mnenju je Tonin zopet padel v svojo paniko, ker ne zna čustveno brzati očitno svojih občutij, in je rekel, spet utapljamo se, zgubljamo medijski prostor in kaj najbolj prime v slovenski politiki, če udariš po Janezu Janši, dobi zagotovo še 2 naslova v medijih. In po mojem mnenju iz te panike so naredili še to zadevo, da so ponovili, mi ustrajamo, da Janez Janša ne bo naslednji predsednik vlade, ampak to kaže, da oni, to, kar stalno govorim, to, kar sem tudi sam objavil, oni so navadni followeri, oni nimajo nikakršne strategije, ker kdor ima vizijo politično, je tako, kot je Miran lepo rekel, se ne ozira na to, kaj reče Janša, da bom jaz rekel kontra, ampak jaz imam svojo vizijo Slovenije. In to vizijo se upada z Janševo lahko, ali pa ne, ampak jaz eno stvar ne zagovarjam, ker to zagovarja Janša, pa ker ne zagovarja Janša, ampak ker verjamem v to vizijo in potem sem jaz v vsakem trenutku, tudi ko sem v paniki, sposoben v medije dati neko temo, ki je skladna z mojo vizijo. Oni so pa čisti PR-ovci. Oni samo iščejo, kako bodo prišli na naslovnico. Ampak čakajte, a si mi res želimo, da bi taki ljudje vodili vlado? Sej, ta za človeka zdaj imamo, ki vodi vlado. Sej, Robert Golob počne isto, sam da ima večjo mašinerijo za sabo. On pogleda, s čim mora biti na naslovnici, to se spomni, če ni to, enkrat obljubi sodnikom 700 evrov, happy enda, drugič obljubi nekaj drugega in natanko enako počne Nova Slovenija. Taka ne more voditi vlade. Lahko bi rekli, da v bistvu z ene desnici, razen SDS-a ponavljajo ta vzorc, se pravi negativen odnos do Janeza Janše je tisto, kar nas definira. Tako, pri čemer so bolj previdni zaradi tega, ker vejo, da so desni volivci bolj občutljivi do Janeza Janše. Spravi, ni tako enostavno tega naslavljati. To sem ravno hotel vprašati. Zdaj, ko jo poslušam, se mi skoraj poraja vprašanje, kdo je zdaj bolj obremenjen z Janšo, a Tonin pa Logar, ali bi rekel pač anti-Janša tabor tranzicijske levice? Če smem samo tole reči, največja v bistvu politična strategija in zmaga Janeza Janše je, da so z njim vsi obremenjeni. Se pravi, uspeh Janeza Janše, njegov recept, ki ga on odkril, je na tem, da so vsi z njim obremenjeni. In jaz sem daj tudi kakšnim levim novinarjem v offu rekel, pa kaj toliko napadate Janšo? Janši to koristi, ker Janša rabi 2 tabora. On rabi svoj tabor vernikov, ki ga kujejo v zvezde. Tu so tisti, ki so pred celjskim sodiščem upili Janez Janša, Kristus križan.
in rabi tiste, ki ga iz dna srca sovražijo in mu naprtijo vse mogoče, ker to ga dela relevantnega. Za Janeza Janšo bi bila smrt, da bi ostal nenaslovljen, da se ga ne bi poimenovalo. Politična smrt, ja. Tako, Da bi ga to je vsi bila za pustili njega, primer, ja. tako je. Ampak on pa je pa genijalen v tem, da zna stalno provocirati. Ne? Se pravi, večina ljudi tega psihološko ne zmore in se prej ali slej zlomi. In recimo Matej Tonin je en izmed takih. Ne? Logar v tem kontekstu, vsaj v besednem naslavljanju, še zelo dobro ustraja. Ne? Verjetno zaradi tega, ker je 30 let bil sopotnik, 25 let bil sopotnik Janeza Janše in Janeza Janše zelo dobro razume, ne? Ampak ne kaže pa to seveda to, kar je lepo rekel Miran, v teh subtilnih zadevah. Ne? Njegova težava je, da je ujetnik Janez Janše v tem, da ne želi vleči potez, ki jih vleče Janez Janša, čeprav so te poteze včasih, oziroma recimo v nekem konkretnem primeru dobre za našo državo. Veš kaj je, zdaj jaz to ideološko sovraštvo, sploh pri nas, ne, ker je to razdeljeno že leta in leta, nekako še razumem. Pustimo zdaj to, ne, da so to letniki, recimo, če gledamo Niko Kovač, ki je rojena po 90. letu in podobno, pa je recimo v tem, ampak ona ima ta družinski pedigre sovraštva do Janeza Janše. In tle nekako probam še razumeti, ne, ta ideološki boj, politični boj, če hočeš. Na desnici mi je pa to, a veš tist, velika ljubezen, veliko sovraštvo, efekt se mi zdi. Ne? S tem, da že prej sem povedal, da so se te, ki želijo biti na desnici lideri, nekako izgubili, da so si otežili življenje. Ravno zaradi tega, kar danes ugotavljamo, zaradi te preobremenjenosti z Janezom Janšo. Se pravi, vsako stališče je treba imeti drugačno, pa ne, no. Vse to smo danes že parkrat povedali. Tako da, tle imajo oni ta osnovni problem in zato jaz to sovraštvo, ne, iz velike ljubezni v veliko sovraštvo vidim kot bolj uničujoče za te ljudi, kot pa za te ideološke nasprotnike, ki jih imaš cel kup nekih pijunov, ne, vladari so tam nek ozek krog in te vladari potem po stari dobri navadi revolucije te pijune pač ko izkoristijo, mečejo čez ramo. Tako da jaz nekako menim, da je to na desnici to sovraštvo do Janeza Janše bolj uničujoče kot pa na levici, sploh ker levica stalno proizvaja, ima to pač ta laboratorij, ima to fabriko, da rečem, proizvajanje novih imen na vseh nivojih, od bom rekel pijunov do novih obrazov in podobno. Na desnici je pa vsak dober obraz in jaz še vedno mislim, da Anže Logar in Matej Tonin sta recimo politično gledana vsaj nad 90% torej levih kadrov in sta primerna za to, ampak ta obremenitev z Janezom Janšo jih pa tlači navzdol. Če greva za trenutek na teren fuzbola, ki ga ti tudi dobro poznaš, pa je Janez Janša nek Albert Riera ali kako slovenske politike. Ja, za tega zdaj pravi, da je neuravnovešen, zdaj je Janez Janša tudi neuravnovešen. Ja, ne vem, če poslušaš njegove politične konkurente, celo zaveznike, bi skoraj lahko to verjel. Se strinjam, ampak jaz mislim, v Novi Sloveniji se je to, jaz sem pred leti že te fante iz Nove v Sloveniji upozarjal, da so pač njihova usoda je živeti v senci Janeza Janše, dokler se Janez Janša ne bo umaknil. Ampak očitno ni tega potrpljenja, da bi ne, in potem so začeli še, bom rekel, Milka Novakova, pa Janez Pogorelec in to veš, generira nek pritisk. Peter, ti si zelo kritičen do populizma v politiki. Koliko se ti zdi, da je recimo ta vzorec populizma, ki je, ni ga Golob izumil, ampak je pa mogoče najbolj očiten reprezentant tega, sploh danes, koliko se širi naokrog? Recimo, če pogledava Anžeta Logarja, zdaj, on je praktično celo svoje življenje v politiki, nikoli prej nismo slišali, da igra čelo, s katerimi športi se ukvarja, kar naenkrat je to zdaj v ospredju. A se da na ta način, misliš ti, bolj prepričati volivce, ali bi bilo bolj pametno, da z nekimi stališči, z neko konkretno politiko ti nagovarjaš. Ker ko gledam Goloba, ko raja tam na referendumsko nedeljo po Bledu z nekimi harmonikaši in poje, mi se imamo radi. Mislim, iskreno povedano, ne vem, kaj bi si točno mislil. Odgovor na to je sledeč po mojem mnenju. Najprej treba se zavedati, da volilno telo ni homogeno. Skratka, jaz mislim, da politik, ki želi biti uspešen, mora nagovarjati vse skupine ljudi. In nekatere skupine ljudi lahko nagovoriš zgolj s populizmom. Tudi s tem, da predstaviš sebe kot človeka, to so sodobni trendi in s tem mislim, da je nič narobe. Kar pa menim, da je pa pomembno in tega predvsem, recimo, to je dobro osvojil Janez Janša, ni pa tega nikdar osvojil Robert Golob. Pristop do
do nekega politične prezence, se razlikuje, ali si ti v opoziciji in volilni kampanji, ali si na oblasti. Skratka, volilna kampanja vedno potrebuje neki populizma, ker brez populizma ti ne moreš dobiti volivcev. Ne? Ti moraš ljudi nahraniti za tistim, kar rabijo, tisto, kar želijo slišati, in predvsem moraš to zelo poenostavljati. In poenostavljanje avtomatsko vodi v populizem, poleg tega moraš priti na medijske naslove, ker zopet promovira populizem. Ne? Zdaj pa med politikom ali politikantom in državnikom je pa razlika v tem, da državnik se gre populizem, dokler je v kampanji. Recimo Borut Pahor, ki po mojem mnenju bil najboljši predsednik države Republike Slovenije, oba mandata, in bo to verjetno ostal še za kar nekaj generacij, je znal biti dober populist v volilni kampanji. Kaj on vse počel? Ampak, ko je on dobil mandat, se je pa isti dan, isto nedeljo zavedel, zdaj sem pa jaz predsednik republike. Jaz sem zdaj tisti prvi obraz te države, in jaz moram se tako začeti tudi obnašati. In je ta sprememba se zgodila. Skratka, populizem v politiki je potreben, ampak v volilni kampanji. Pomembno pa je, da ti potem nastopi v glavo, ker kaj je Golob naredil? Golob je zmagal volitve in on je še naprej snemal TikTok, namesto bi začel voditi državo. In tukaj mi vsi nastradamo. Pahorjeva sreča je, da ni imel v sebi Pine in Tine. Ampak vsak voditelj tudi zbira svoje sodelavce. Se strinjam, ampak poglej, kje nastane tukaj problem. Jaz se strinjam deloma s tem, kar si opisal populizem, ampak dajte se vidva spomniti, torej mi nimamo približno kratke pameti. Kakšen je bil pristop Goloba? On je zavračal to vse takrat v štartu. On se je želel kot nek vrhunski menedžer gospodskega slovesa da se tega ne bo šel, tako predstaviti, na koncu je padel ne na ta populizem zdrave sorte, ampak na tisti populizem, ti imaš ta izraz zadruge srpske. Degutant, grozovito, nabruhani gre človeku. Tako kot smo rekli, seks, laži in všečki. Ta razlika, Pahor je od tistega drajsanja po ograji in podobno znal izustriti ta občutek za ta populizem do kjere mere. Ta ga nima. Zaradi tega, ker Pahor je želel biti državnik. Se je on tudi rekel, da pač volitve so največji državnik. Se to je bistveno. Medtem, Golob je imel pa izjemno veliko denarja, po mojem mnenju, ki mu je financiral fokusne skupine. Klasična zgodba novodobnih tajkunov, politikov in podobno. Denar mu pomeni, torej z denarjem se da vse. In tudi, bom rekel, ko se blamiraš, je tvoja misel še vedno, jaz imam denar in sem pomemben. To je čist napačen pristop. On je imel dovolj denarja, da naredil fokusne skupine in on za vsako skupino, se pravi volivcev, kamar je šel, je imel druge sporočila, ki so bila celo kontradiktorna, ker je točno vedel, kaj mora govoriti. In potem, kaj je problem teh ljudi? Problem teh ljudi je, da so vsebinsko prazni. In med kampanjo je pogruntal, da tak pristop izjemno dobro deluje. Se je zmagal, se je dobil 680,000 volivcev podprlo trenutno vladajočo koalicijo. In potem, ko je on se soočil s tem, da je vsebinsko prazen, pa ti priješ pol na Gregorčičevo, potem moraš ti nekaj začeti delati, on razen tega, da bo imel ko mu je Nika Kovač pripravila omnibus zakon, pa da bo prevzel RTV Slovenija, nobenega programa ni imel. Sprav, njegov edini program je bil depolitizacija oziroma politične kadrovske čistke na RTV Slovenije. Ko mu je to uspelo, je on zgubil štof. In takrat, če ti nimaš nobene državniške vizije, se prvo usedeš v svojo sobo in se vprašaš, kaj je delovalo v kampanji. V kampanji so delovali všečki. In potem je to svoje, ampak to kaže, kako je njegov, on je vsebinsko in državniško prazen. On je pač politikant. On ni teh volitev 22 dobil na tem populizmu. A razumeš? On se takrat ni šel tega populizma. On ga je dobil na podobi vrhunskega menedžerja. Ampak glej, tudi on ne bo na družbenih omrežjih, je bil populizem. Ker zmerili so zaradi takrat, med covidom so ljudje očitali Janezu Janši in celotni vladi, da napačno komunicira preko X-a, in je bilo to z medijskim pompom, nekako se je to ljudem zagravžalo.
In Robert Golob je to zmeril in je vedel, da če bo rekel, jaz pa ne grem na X, bo dobil tako in tako število volivk in volivcev, ki ga bodo samo zaradi tega meseča podprli. Janez Janša je to delal. Ampak so pa vsi problematizirali te Janez Janša je X koristil predvsem zaradi tega, ker prostora v medijih. Jaz se to razumem. Moj point je sam drugačen, da takrat ta message je bil politično všečen message. Ja, pa tudi, da ne bo mask. To se jaz lahko vse strinjam, ampak poglejmo, kdaj se je začela ta nova era Roberta Goloba? Ko so iz kabineta odšli ljudje, ki vejo, kaj je politika. Od šefice kabineta, evo zdaj mi je ime všel, bivše LDS-ovke, Škofičeve, ne? In še par njih, ne? In ko so vajeti prevzele starlete. Takrat je on začel s tem populizmom. Ampak te starlete so verjetno vajeti lahko tudi zato prevzele, ker saj tako vtis nastaja, da je pač to spolno življenje vodilnih politikov, posebej Gibanja Svoboda, da je to zdaj neka državna politika. Ne? Imamo predsednika vlade, ki pač na tem jaha, imamo predsednico državnega zbora, ne, ki je najprej vse zanikala, zdaj pa vidimo, da je bilo vse res, pa še mogoče huj. Zdaj celo bivša soproga finančnega ministra, ki prej nič nismo slišali od nje v javnosti, ne prvič nastopi v javnosti v intervjuju za neko pogrošno revijo, ki razlaga, da je ločena od finančnega ministra. Reform, a se da, mislim, Peter, a se da zdaj na ta način, če bi bile neke idealne razmere zdaj v svetu po Sloveniji, pa bi pač lahko rekli, recimo, ne vem, z poletje smo na dopustu, pa beremo zdaj o tem, kdo s kom kaj, pa ne, v spalnici, ampak vemo, situacija ni taka, niti pri nas doma, niti nasploh. A se da, bi rekel, s tem ljudi preslepiti, da ni važno to padec BDP-ja, velik primanjkljaj, vse druge stvari, ki se dogajajo. Ne? Pred pozivi predsednika vlade preselite poslovanje na Hrvaško, bo s tem lažje za naše blagajne, ne? Zdravstveno, pokojninsko. Se da to premostiti nekako? S tem, se pravi... Z ločitvami in objavami. Ja, pač kdo s kom spi, kdo s kom več ne spi in te stvari. Moje mnenje tukaj ne gre za neko strategijo, pač dejstvo je, ljudje smo krvavi pod kožo. Ne? In ko ugotavljamo, da so to politični natroščiki v smislu upravljanja z državo, so tudi politični natroščiki v smislu javnih oseb. Ne? Pač kdor je bil ali pa je javna oseba, ve, kako drugačno življenje je, ko si ti javna oseba, tudi če nisi politik. Ne? Skratka, ti si spremljal na vsakem koraku, ti greš v trgovino in te ljudje pač poznajo. In če delaš ti tam neumnosti, se to pride v medije, ker je to medijsko zanimivo. Ne? In te ljudi, ker so bili natroščiki tudi v tem kontekstu, jih je ta javni vidik, po eni strani jih je navdušil, ne? Ker lahko pač mahajo množicam in pumpajo svoj ego, po drugi strani jih je pa pač kar naenkrat presenetilo, da se o njih piše. Ne? In na to niso bili pripravljeni. Pač ti moraš svoj življenjski slog, to je neminovno, če ti priješ kot javna oseba, svoj življenjski slog moraš pač spremeniti. Ti ne moraš živeti tako, kot si živel prej v strogi zasebnosti. Zato, ker stvari prej slej pridejo ven. Ne? In potem so se jim te stvari zgodile, ne? Začelo se o tem pisati, nekaj časa, prva reakcija, bomo tiho, bo šlo mimo, ampak ko si ti najvišji politik, to ne gre nikoli mimo, niti v Sloveniji, kjer je 90% kontrola medijev, to pač ne gre mimo. Ne? In na koncu se moraš pač s tem sprijazniti in potem to zadevo nekako kontrolirano avtirati, ne? To nekako predstaviti, zdaj pa pač odvisno tirata, bolj ali malo elegantno, odvisno koliko si tukaj streniran in potem upati, da bo javnost to sprejela in da bo ta zadeva postala del našega Ne, sprašujem te zato, ker ti si imel dve negativne izkušnje v tej kampanji za evropske volitve. Ne? Bil si fizično napaden in se poskušal to potem zmanjšati, pa pač kukar te prikazati. Jaz tudi sam nisem želel tega potencirati, ker se mi pač nisem želel iti na to noto, ker pač sem ocenil to tako, kot sem ocenil. Ne? Ja, kaj pa druga? Druga pa je, da so poskušali diskreditirati tvoj odnos do bivše soproge, češ, da imaš ti s tem težavo. Ne? In so tudi iz tega pač probali narediti neko politično zgodbo. Ne? Ja, pač, ampak gledaj, tu so vse stvari, ki te kot politika doletijo. Ne? In zdaj, jaz tudi pravim, to je prav, da se to počne, ne? Zaradi tega, ker s tem se odpira ozadje posameznih politikov, ne? In s tem se v resnici testira, kdo je testo za politika in kdo ni. In tisti, ki takih javnih afer ne preživi, je boljše za državo, da jih ne preživi. Ne? Ker če ni preživel bo nekoč prišla neka tuja obveščevalna služba, bo nekaj naplozila, ne bo preživel niti tiste druge. Ne? Skratka, v interesu naroda je, da se te zadeve odpirajo, tudi če so nekoliko umazane, ne? Zaradi tega, da se pokaže, kdo je testo za politika in kdo ni. Pač ni vsak za politiko. Ne? Za politiko, če želiš biti v politiki, v javnem prostoru, moraš te zadeve znati prenašati in tudi ustrezno naslavljati. Ne? Imam pa občutek, da imamo mi zdaj samo neke jokice. Ne? Karkoli rečeš, v joki na drevo, koliko ste vi grdi in tako naprej. To je del tega posla. Ampak to je samo zato... Poglej, jaz sem v začetku, torej pred 22, rekel, da je to nevarna zgodba, da mediji iz tega Goloba in iz Urške Klakočar Zupančič in delajo super moške, super ženske in podobno.
In oni dejansko niso pričakovali, da bo pa nekoč, ali pa da se bojo pa tudi, ne samo tisti mediji, ki so že takrat opozarjali na te ljudi, ampak tudi mediji, ki so jih takrat podpirali, so se na nek način majčkeno nekateri vsaj obrnili. In zavedeni s tisto medijsko pozornostjo, kjer so bili praktično vsi intervjuji kontrolirani, kjer so bili vsi nastopi kontrolirani, prideš v situacijo, to je mogoče najbolj nazorno se pokazali tisti zanč Pop TV in pa Nika Kunaver, ko ga je lovila po konc je z njimi. Mislim, odpovejo. O Urški Klakočar Zupančič sploh govoril ne bom. Ona, ki dobi porcijo v medijih, on ne 3 dni videti ni. Jaz ne vem, kaj se s to žensko dogaja, ampak je 3 dni videti ni. Tako da, a veš, in zato, to si zelo lepo povedal, to ni težko za državnika, lahko je za politika, to je bistvena razlika, lahko tam sedi v parlamentu, v neki opoziciji in podobno, ni pa za državnika. Politični uradnik. Politični uradnik, ni pa za državnika. Miran, ti si tudi poznaš dobro razmere na Hrvaškem. Vidim, da na Hrvaškem kar odmevajo te zadnje izjave predsednika slovenske vlade. Ne? To je mogoče treba zdaj poudariti, da naj vsi preselimo proizvodno na Hrvaško. Ja, no, logično. Vsi vidimo, on že ima tam nepremičnine, v Sloveniji jih recimo nima. Ne? A si lahko obetamo, da po koncu mandata bo Robert Golob, ne vem, postal direktor HEP-a Hrvaškega, mogoče Hrvaške ene, ne? Ker nekako zelo se mu zdi, človek dobi občutek, da Goloba bolj skrbi, kakšna je podoba Hrvaške, kakšna je podoba Slovenije. Ko res poznam razmere na Hrvaškem, imajo, kar se tiče takih menedžerjev, kot je Robert Golob, vsaj HDZ, ne, ki je vodilna stranka, ali pa recimo koalicijski partneri, kar svoje kadre, ki presegajo Roberta Goloba. No. Tako da ne verjamem, zdaj, a bo on dejansko se preselil tja, obljublja sicer oziroma govoril je, da ima vrsto ponudb iz tujine pred volitvami in da se je vendarle odločil za dobro Slovencev, pa vidimo, da to ni bilo jih najbolje za Slovence, stopiti v politiko. Po drugi strani mi pa to ne gre skupaj s temi informacijami, ki prihajajo, da pa na vsak način Macrona oziroma da žica Macrona naj mu zrihta neko službo v enem od evropskih ne vem, velikih podjetij ali pa sektorjev znotraj energetike. Tako da, jaz mislim, da denarja se je nabral dovolj, da gre lahko na Hrvaško, ne verjamem, da lahko od Hrvaške karkoli dobi, sploh ne vabila v kakšno resno zgodbo. To pa, da se Plenkoviću in ekipi smeji, pa sej, to je pa logično, mislim, a veš, kakšen trud je treba vlagati, da ti pritegneš kapital, v državo tle pa imamo torej stališče Plenkovića, ima pa sosednjega premijeja, ki pa pravzaprav naganja po tistem receptu Mihe Kordiša, sicer ne v morje, ampak v državo, ki ima lepo morje. Tako da enostavno, jaz mislim, da se HDZ lahko samo smeji. Lej, če smem parafrazirati to, kar je rekel Robert Golob na tem forumu Obrtno-podjetniške zbornice, je rekel, da pač on podpira, da ljudje zaposlujejo avtoprevoznik v tem konkretnem primeru svoje šoferje na Hrvaškem, ker potem pa tega nisem več razumel. S tem bo imela Slovenija kakšno težavo manj z zdravstvom, s socialo. Zdaj, če prav razumem Goloba, pomeni tako, on si je že zgradil dol hišo, on se bo dol odselil, se pravi, mi vsi Slovenke in Slovenci dajmo se preseliti na Hrvaško, sledimo svojemu velikemu predsedniku vlade, in potem v Sloveniji ne bo več nikogar in zdravstva ne bomo potrebovali in s tem bo on rešil vse težave. Jaz si tako razumem, to njegovo razlago, drugače je pač razumeti ne moram, ker vsak državnik si želi investicije privabljati v državo, si želi, da bi ljudje tukaj delali, da bi se tukaj odpirala delovna mesta, se tukaj plačevali davki. Robert Golob pa pravi, plačujte tam davke, se mi jih bomo itak dvigali, pa bomo tako napolnili blagajno, ampak enkrat se bo ta zadeva končala. In podzavestno tudi priznava, da nima rešitev za te probleme. Omenil je ravno šolstvo, zdravstvo, tisto, kar gre pač iz državne blagajne. Nima rešitev za težave, ki so se nakopičile. Skratka, če tle ne bo več ljudi, ne bo več problemov. Ampak kot ta njegova fascinacija s Hrvaško, ker tudi dopust v vili poslovneža Tomaža Subotiča se mu očitno najbolj zapisal v srce. Nekaj je med tem Golobom pa med Hrvaško. Tudi te video, ki ga je posnel, pa rekel, sem na slovenski obali, v resnici ni bil na slovenski obali, je bil na Hrvaškem. Očitno, če so nekje otroške sanje, kot je NBA tekma, Hrvaška več niso otroške sanje, denarja ima dovolj. Prihaja iz regije, ki je recimo pogojno blizu, tudi Hrvaške, sicer cela Slovenija je torej majhna, da do Hrvaške kamorkoli greš je 1 ura, ampak
lahko da je to tudi posledica te partnerke, ne? Ki ima močen vpliv na vseh zadevah in mogoče je tudi ta Trendy Istra zdaj, njena zgodba, da bi pa ona dva morala svoje življenje preusmeriti tja. Ne? Ja, ko smo že pri partnerki predsednika vlade, zdaj, kar je zanimivo, provladni portal Necenzurirano je objavil nek članek, kako se ekipa zbrana okrog Nikoletija, da se zdaj vrača, oni so bili posebej znani iz časov epidemije, pa dobave tistega medicinskega materiala, seveda niti besede o tem, da je partnerka predsednika vlade nekoč bila zasebna spreplovalka tega izga človeka. Čemu ti to pripisuješ, Peter? So to zdaj neki signali Golobu, da naj se zresni, ali vendarle misliš, da te centri moči tranzicijske levice nad njim še niso popolnoma obupali, ker ni videti, da bi zdaj unisono, tako rekoč v en glas vsi recimo podpirali Vladimirja Prebiliča. Zgleda, da se nekako ne more odločiti, a bi čist dvignili roke od Goloba in podprli Prebiliča ali še zmerom taktizirajo. Zdaj najprej, glede Necenzurirano zagotovo ne more imeti nobene agende proti Golobu, ker to je osebni spletni časopis oziroma spletni medij Roberta Goloba. Ne. Zdaj, zakaj točno ta članek bi težko rekel, razen da morda ugotavlja, da anti-Janša sentiment pada in išče vse zgodbe iz COVID krize in Nikoletija so povezovali s COVIDom, ne pa s partnerko predsednika vlade. Skratka, iščejo in iz vseh, in tukaj se vidi, da iz petnih žil vlečejo teme, ker jih nima več, seveda, ker COVID je že daleč za nami in ljudje se tega več ne spominjamo tako dobro, in ta zadeva več ne prime. Tako da, zdaj pa, kar se pa tiče, ali so odpovedali Robertu Golobu ali ne, o tem smo tukaj že govorili. Če bi se Milan Kučan že odpovedal Robertu Golobu, bi ga v zadevi Karigador, se pravi, pozval k odstopu in Robert Golob bi bil odstopljen, tako kot se je zgodilo z generalnim direktorjem policije. Zdaj, zakaj se to ne zgodi? Verjetno to, ker je več struj. Druga razlaga je ta, da tudi novega obraza še nimajo, in tudi če se recimo pripravlja Prebilič, ti moraš držati svoje volilno telo nekako ob svojem centru. In znano je v Sloveniji, da to levo volilno telo, če ni vlada Janeza Janše, načeloma je provladno, podpira vlado. In dokler ti daješ občutek, da je vlada stabilna, to vlado nekako, jih okrog te vlade lahko zbiraš in zakaj bi rušil predsednika vlade, dokler nimaš novega. To se bo lahko spremenilo recimo v volilni kampanji tik pred zdajci. Ne vem, to je mogoče ena izmed teh razlag. Bi pa tukaj rekel eno stvar, ki mi je pa zelo pritegnila pozornost, je pa nedavna sodba Višjega sodišča v zadevi Zoran Janković. Ta zadeva bi pa lahko bila tudi neko pozorilo določenega kroga Zoranu Jankoviću, naj ne tako močno podpira Goloba. Namreč Zoran Janković neizmerno podpira Goloba, kot mi pravijo nekateri, ni imel še nobenega drugega človeka, se pravi, nihče od tistih, ki jih je imel on prej pod sabo, mu ni bil tako lojalen, kot mu je Robert Golob, mu ni dostavljal tako veliko nekih pozicij v državnih podjetjih, kot mu dostavlja Robert Golob in zaradi tega Zoran Janković zelo rabi Goloba in obratno, Golob zelo rabi Jankovića. Skratka, če ta zadeva, se pravi ta kazenski postopek, jaz mislim, da je zdaj Zoran Janković v zelo neugodnem položaju, lahko se zgodi da bo potem oproščen, namreč Višje sodišče je zahtevalo menjavo sodnika, druge stvari vsaj jaz nisem zasledil v medijih, ampak zadeva malce spominja na zadevo Milović, kjer zdaj lahko zamenjajo sodnika, sodnik lahko izpelje nove obravnave, bodisi lahko najprej, če so ga še inkriminirali v tej sodbi, lahko ga obsodi na prvi stopnji, potem je zelo velika verjetnost tudi drugi stopnji Janković obsojen, lahko pa izpelje obravnave in potem lahko Višje sodišče izpelje spet neke glavne obravnave in ga zopet obsodi. Skratka, zadeva Jankovića je zelo negotova in jaz bi v to širšo sliko v prihodnosti bom zagotovo, ko bom gledal tudi, kaj se dogaja z zadevo Stožice. Čeprav je Janković že pa spet na Hrvaškem je rekel pred leti, da nikoli ne bo obsojen, zato ker je on proti Janši. Ja, zdaj to je že kar leta nazaj. Ja. Zdaj ta molk Milana Kučana pravzaprav mene zelo preseneča. Teorije lahko več. Moja teza je taka, da pravzaprav, če se pokaže, da je točna in bom rekel nekaj dejstev kaže na to, potem imamo mi večji problem, kot si mislimo, da ga imamo. Ne samo to, da nimajo profiliranega novega obraza ali pa da mu ne zaupajo, ampak ker je tako močno vpleten Zoran Janković, pomeni lahko to, da so interesi, da Golob ostane tudi izven naših meja.
govorim konkretno o Banja Luki in Beogradu. In glede na prihode sumljivega kapitala v Slovenijo, strani kumova in prijateljev in podobno, potem imamo res tle problem. In zdaj, bi dodal še Hrvaško k temu, oprosti Miran. Tudi na Hrvaškem lahko je interes, da Golob postane. Ker dokler poziva slovenska podjetja, da selijo proizvodnjo na Hrvaško. Ja, ta je dosti bolj čista, veš, tista ni toliko čista. In zdaj tle, če se vrnem na Milana Kučana, da Milan Kučan ne gre tako močno, je mogoče garancija ali pa je varovalka Zoran Janković. In zdaj pa, lahko samo predvidevamo. Znano je, da v Beogradu so arhivi precej dobro ohranjeni. Znano je, da te arhive iz preteklosti obvladuje Aleksandar Vučić. Znano je, da Aleksandar Vučić ne samo familija njegova, ampak tudi ožji krog ima močen interes nad Slovenijo. Bi znali te ljudje tudi enega, zdaj že gospoda v letih, kot je Milan Kučan, celo ustrahovati s čem, da je tiho. Ker jaz sem že v zadnjič v oddaji povedal, da izbor tega sveta v Sloveniji bo zagotovo Robert Golob. Ne bo drug, ne bo Prebilič, ne bo Janša, ne bo Anže Logar, ne bo Tonin. Izključno tisti, ki jim, kot si ti povedal, dostavlja. In dostavlja jim Robert Golob. Če smem samo dopolniti, ker sem se z Miranom pred oddajo nekaj dni nazaj pogovarjala in je Miran, ko so se pogovarjala, razvil lepo misel, je rekel, levi pol je razdeljen na dva tabora. Na prosrbski in protisrbski tabor. In tega protisrbskega pooseblja nekje Gregor Golobič, zato verjetno, in ta bo verjetno podprl Vladimirja Prebiliča. Verjetno tudi zaradi tega je Grošelj tako blizu zdraven, ker v resnici tudi iz neke osebne zamere, ker njega kot evropskega poslanca onemogočil v resnici srbski svet. In je pa prosrbski svet, ki je zdaj zbran okrog Goloba, in to igro Kučan igra verjetno zaradi tega, ker povedal Miran, ne smemo pa pozabiti, v tem prosrbskem svetu pa izjemno močno vlogo igra tudi Aleksandar Čeferin, ki ima pavšalne pogodbe, praktično že v vseh državnih institucijah, nastavlja svoje ljudi v vse državne institucije in tukaj, in če sta srbski tabor levega političnega pola, kjer je glavni, prvi, najpomembnejši operativec prav Zoran Janković, prihaja ne samo srbski kapital v Slovenijo, ampak tudi se bojim, da srbski centri moči upravljajo za Republiko Slovenijo. In zaradi tega, recimo, če se nič ne bo spremenilo po naslednjih državnozborskih volitvah, lahko mi postanemo malce figurativno rečeno srbska provinca. Če bi recimo ta oblast postala enaka, oziroma vsaj to je moje mnenje, ne bom rekel v trdilni obliki, če bi kdaj prišel recimo Aleksandar Čeferin na Gregorčičev, bi to pomenilo dobesedno eksponat srbskega sveta in teh omrežij direktno na Gregorčičev, ampak ta zadeva so ta kanal preko Roberta Goloba, kot slišam, iz ozadja, že zelo močno speljali in te zadeve so bistveno bolj zaskrbljujoče, kot si sami predstavljamo. Mi se ukvarjamo z, kot si ti rekel, seksom in všečki v ozadju, pa nam zelo resno razgrajuje državo in omogočajo vpliv na naše kritične institucije, da imajo vpliv, se pravi, neka srbska interesna sfera. Jaz sem zadnjič napisal, levi pol se bo mogel strezniti. Ni bistveno vprašanje več, ki ga bojo plasirali novinarjem, ali greste v vlado z Janezom Janšo. Bistveno vprašanje je, ali boste nadaljevali, torej po nareku Zorana Jankovića, ki je v Slovenijo zelo uspešno, da smo si nejasnem, upeljal ta režim Aleksandra Vučića, in pa nadaljevali s podporo hujskaški politiki Milorada Dodika. To je ključno vprašanje na levici. In jaz zdaj povem javno, ne vem, koga bom volil, ampak absolutno nekdo, ki bo dal tako zavezo, tako kot so dajali zaveze, da z Janezom Janšo ne grejo, je lahko moj favorit za glas. Da ne gre z Robertom Golobom, to misliš? Da se očistimo prvo tega srbizacije slovenske politike. Tako, ki jo predstavlja Zoran Janković, Aleksandar Čeferin, kot si ga omenil, in ki
torej in pijun v rokah, njih je ravno Zdaj, Golob. Ne? Če to prevedemo v jezik recimo kolesarjev, ne? Ja. Želiš si premijera, ki ne bo šel na križarjenje z ičkoti. Pa ne, pa saj so simpatični, naj grejo. Samo tam, kjer so pa resne zadeve, ne, tam je pa treba zarezati, ne, jasno imeti v glavi, da je interes države na prvem mestu. Ni interes nekega kuma Nikole Petroviča na prvem mestu. Ali pa Zorana Jankoviča. Ne, ugled države je na prvem Tako mestu. vsaj upamo, ne? Skratka, poziv k streznitvi, ne, do takrat pa sta tu Ura resnice in spletni portal Info360. Dr. Peter Gregorčič, Miran Videtič, najlepše hvala za vajina pojasnila, komentarje v naši oddaji. Vam pa cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lahko noč in srečno.